Imeli smo pravi kriptokolaps in zdaj, ko se je situacija malček umirila, si bomo pogledali, kako naprej. No in najprej si bomo ogledali Bitcoin dnevni graf. Tukaj imamo že označenih par mej še iz prejšnjih videov in kot vidimo, smo prišli točno do te podpore, ki smo jo označili in v bistvu smo jo zdaj testirali že enkrat, dvakrat in to je zdaj že tretjič. Ta podpora sega vse od 110 pa tam nekje 102, ja, lahko gremo tudi dol do $100,000. Ampak nikakor je ne smemo izgubiti, zaradi tega, ker naslednja podpora je pa šele tukaj. To je tale manjša podpora, ki sega od tam nekje 93,000 pa vse gor do 96,97,000. Tako da tukaj bo treba paziti, ta podpora mora vzdržati. Zdaj, za bike je pa seveda zelo pomembna tale meja, tukaj zgoraj, ki je že označena, nahaja se na okoli 120,000 in smo jo že kar nekajkrat poskušali prebiti. Kot vidimo, tukaj je bil en test, tukaj smo jo celo že prebili in smo jo šli testirati kot podporo in smo jo izgubili. In tudi zdaj nazadnje se je isto zgodilo. Smo jo že prebili, šli testirati kot podporo in seveda na ta črni petek smo jo izgubili. Tako da, kar bi jaz zdaj predvsem gledal za bike je, da mi tole končno oziroma še enkrat prebijemo in ko gremo testirati nazaj tole podporo, da na njej dejansko naredimo podporo in odboj in seveda šele takrat lahko rastemo naprej gor. Zakaj sem to označil točno tukaj? Zaradi tegale vrha, od katerega bi lahko pričakovali kakšen odboj. Imamo torej bikovski scenarij, zdaj, da zarišem še medvedjega, seveda, če gremo naprej dol po tej podpori, je ne smemo izgubiti, ampak če jo slučajno izgubimo, potem lahko pademo vse do tukaj dol 96 pa vse do 93,000. Tako da to bo treba kar paziti, dajmo si mi zdaj še pogledati tedenski časovni interval, pa bom zbrisal te puščice, da nas ne bodo motile in tukaj bo treba nekaj paziti, da nismo mi slučajno naredili medvedjega vzorca dvojni vrh. In poleg tega smo mi naredili tudi medvedjo divergenco, tukaj imamo vrh in pa nato višji vrh, medtem ko pri RSI-ju smo pa naredili vrh in pa nižji vrh. Poleg tega, tukaj bo treba gledati, mi se zdaj stikamo točno s tole neckline mejo, ki mora vzdržati, ker če ne, kot smo videli že na dnevnem časovnem intervalu, lahko pademo vse dol do 93,000. Seveda možna je pa tudi skrita bikovska divergenca. Bom tole pobrisal, da nas ne bo motilo, tele črte. Tukaj imamo dno in tukaj zdaj moramo potrditi višje dno. Seveda, kot sem rekel, moramo najprej potrditi, če smo tukaj dejansko naredili dno, torej čakamo na odboj, medtem ko RSI pa je naredil dno in pa nižje dno. Ampak to moramo še potrditi, kot sem rekel, počakati moramo na odboj. Poleg tega tudi stokastik RSI je še nekako neodločen v medvedjem območju. Pa poglejmo si zdaj še Ethereum, tudi začeli bomo z dnevnim časovnim intervalom in takoj opazimo tole odporno linijo tukaj,
ki sega od tam nekje 4600 pa vse do 4800. Tukaj smo naredili kar 4 vrhove in nismo uspeli prebiti, smo bili vsakič zavrnjeni. Kaj zdaj delamo? Mi smo prišli točno dol do te podpore. Ta podpora sega od 3800 pa vse do 3400 tam nekje. Lahko gremo še malček globlje v tole podporo, ampak mora vzdržati. Zaradi tega, ker naslednja podpora je pa šele tukaj. Tale, in ta sega od 2800 pa vse do 2200. To bo treba paziti, če gremo mi slučajno testirati tukaj dol, da tega ne izgubimo, ker če ne, lahko pademo vse do tukaj dol. Zdaj za bike bi pa jaz gledal takole, da mi tole mejo tukaj na okoli 4800 končno prebijemo, na njej naredimo podporo in potem seveda rastemo naprej gor. Je pa ena dobra novica tukaj za Ethereum. Začela se je delati namreč bikovska divergenca. Tukaj smo naredili dno in pa nižje dno. In mogoče lahko naredimo še eno nižje dno. To bomo videli zdaj v prihodnjih dneh. Medtem ko tukaj pa nam RSI kaže dno in pa višje dno. In bomo videli, če bomo zdaj naredili slučajno še eno višje dno. Tako da Ethereum se mi zdi kar malo bolj pozitiven, tudi glede zdaj na prejšnjo situacijo oziroma na situacijo iz prejšnjega tedna. Ampak tale podpora tukaj mora vzdržati. Pa poglejmo si zdaj še tedenski časovni interval in tudi vidimo takoj, zakaj je ta podpora zelo pomembna. To pa zato, ker je skladna s temi tremi vrhovi tukaj. Mi smo se namreč to mejo kar nekaj časa trudili prebiti in potem smo jo končno prebili s to zadnjo aktivnostjo. Pa bom zbrisal tele puščice tukaj ponovno, da nas ne bodo motile. No in zdaj, ko smo mi tole mejo prebili, moramo od nje videti odboj in seveda tudi nadaljevanje rasti. In poleg tega je tudi tukaj pri Ethereumu na tedenskem časovnem intervalu možna skrita bikovska divergenca. Ampak najprej moramo seveda tole še potrditi na tej podpori, če gremo slučajno še malček nižje, kar se tiče cenovnega gibanja, bom provizorično označil. Tukaj imamo eno dno, pa da recimo naredimo tukaj višje dno, nekje na tej podpori, in pa da spodaj RSI naredi dno v isti višini, ali pa morda celo nižje dno. In seveda skrita bikovska divergenca pomeni, da je večja možnost za nadaljevanje rasti. Tako da to bo vsekakor zanimiva situacija za spremljati še naprej, zato se ne pozabite naročiti na ta kanal, da ne boste zamudili kakšnega videa. In zdaj si poglejmo še meme kripto projekt Snorter, kako mu kaj gre. Najprej seveda, o čem se gre tale meme kripto projekt. Snorter je meme navdihnjen kriptotrgovalni bot, ki deluje preko Telegrama in omogoča enostavno in varno on-chain trgovanje. Zasnovan je okoli pustolovskega mravojeda in ponuja napredne funkcije, kot so hitre in MEV odporne zamenjave žetonov, avtomatizirano kupovanje novih žetonov, postavljanje limitiranih naročil in zaznavanje honeypot prevar in rug pull zaščito z visoko stopnjo uspešnosti. V središču ekosistema je žeton Snort, ki omogoča dostop do vseh funkcij in nagrad v skupnosti. Projekt trenutno deluje na verigi Solana, ampak načrtuje širitev tudi na druge EVM-kompatibilne verige. Snorter združuje humor, uporabnost in napredne varnostne mehanizme, zaradi česar je primeren tako za začetnike, kot tudi za izkušene kriptotrgovalce.
Namenjen je vsem, ki želijo avtomatizirati svoje trgovanje in hkrati izkoristiti pametne strategije, kot je kopiranje potez uspešnih trgovalcev. No, in kot vidimo, tukaj se predprodaja počasi zaključuje. Do konca je le še 1 dan in 22 ur, to je v času snemanja, zbrali pa so že skorajda 5 milijonov dolarjev. Kupi se lahko s kartico, s kriptom in pa seveda posebej tudi s Solano. Tukaj zgoraj v meniju imajo tudi povezavo do bele knjige, ki se jo vsekakor splača prebrati, preden se kamorkoli kaj vlaga, tudi iz tega razloga, ker je ponavadi v beli knjigi precej več informacij kot na spletni strani. Poleg tega imajo opravljene tudi revizije in to od Solid Proof in pa CoinSult in to se seveda tudi splača vse pregledati zaradi tega, ker pri revizijah ponavadi pregledajo prav kodo projekta in izpostavijo kakšne ranljivosti. In kot vidimo tukaj, ni nobenih ranljivosti, kar je super. No in če gremo še naprej po strani, ta projekt je sicer bil že predstavljen v posebej videu, tako da vsekakor priporočam, da si ogledate še tisti video. No, ta projekt je bil predstavljen že v Inside Bitcoins, CoinSpeaker, NewsBTC, CryptoDaily, CoinMarketCap in Coinpedia. Naprej imamo ponovno opis, kaj ta žeton predstavlja in potem seveda kaj tudi omogoča, recimo najnižje pristojbine na Solana, najhitrejše izvajanje v sistemu Solana, ekskluzivni dostop do novih žetonov in frontrunning in MEV zaščita. Naprej imamo tudi značilnosti bota Snorterja, kot so na primer hitre in varne zamenjave, avtomatizirano lovljenje, limitna naročila, odkrivanje honeypotov, zaščita pred rug pulli in trgovanje s kopiranjem. In naprej je še tudi zanimiva tabela, kjer predstavijo svoj bot v primerjavi z drugimi že obstoječimi boti. In če gremo naprej po spletni strani, je tukaj še roadmap, pa ponovno opisi trgovalnega bota in tukaj je naprej še tokenomika oziroma kot so jo oni poimenovali snortenomika. 25% bi šlo v razvoj, 20% v marketing, 20% za likvidnost, 10% za nagrade skupnosti, 10% v airdrope, 10% v zakladnico in 5% v staking nagrade. Potem je tukaj ponovno opis, kako se lahko kupi ta žeton, kar smo že pokrili, in pa FAQ oziroma pogosta vprašanja. To so vprašanja, ki si jih uporabniki pogosto zastavljajo. Če pa imate še kakršnokoli drugo vprašanje, imate tu zgoraj povezave do Telegrama, X-a in pa Instagrama. Ampak morate paziti, da se dejansko pogovarjate s suportom ali moderatorjem, zaradi tega, ker hitro se lahko najde nekdo, ki se predstavlja za suport, pa v bistvu to ni in ima čisto drugačne namene. Treba si je zapomniti, čim nekdo zahteva kakšne občutljive finančne podatke od vas, ga je treba samo blokirati. Poleg tega pa je treba tukaj tudi opozoriti, gre se za ICO, kar pomeni vlaganje na podlagi ideje, kar dela to vrstna vlaganja še posebej riskantna. Poleg tega je pa to memecoin, čeprav ima nek projekt v ozadju, se gre tukaj za zabavo, štos. In skladno s tem se je treba tudi obnašati. Če se že karkoli vlaga v tovrstne projekte, se vlaga le denar, ki si ga pripravljen izgubiti. In to je drobiž. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu.
S paketom više pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.